Mednarodna razstava v blizu izpostavlja konzervatorsko-restauratorske vidike, ki so ključni za varovanje, hranjenje ter restauriranje umetniških del 20. in 21. stoletja. In širši javnosti omogoča, da se seznani z aspekti in problematiko, ki jih osvetljuje interaktivno postavitev. Projekt pomeni povzetek dolgoletnega dela, interdisciplinarnih raziskav in nekaj manjših razstav, ki so v preteklih letih vzele kot drugoged posamezna dela slikarjev različnih generacij minulega stoletja od Jakopiča pa vse do Červeka. Na KRLD iščejo nove poti, interdisciplinarne povezave znotraj Univerze v Ljubljani, številnimi mednarodnimi povezavami, z drugimi šolami in seveda tudi z muzeji in galerijami. Ta obsežna, dobesedno velika in kompleksna razstava je seveda med njimi. V okviru projekta v blizu smo tako stkali neprecenljive vezi in se naučili medsebojno spoštovati delo restauratorjev, konzervatorjev, kustosov in kemikov. Še posebej pomembno je, da so pri projektu sodelovali študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, na katere smo se trudili prenesti gledanje o povezavi med umetnostjo in znanostjo. Že lani oziroma 2 leti nazaj je bila razstava prav tako izjemna, ta pa se mi zdi, da je še nadgradnja velikega pomena besede, predvsem pa tudi v mednarodnem pomenu. Z letošnjim projektom smo segli celo čez državno mejo in pritegnili v sodelovanju tudi kolege restauratorje, konzervatorje z sosednje Hrvaške. Veliko mi je zadovoljstvo što večeras otvaramo ovu izložbu koja zaokružuje višegodišnji projekt suradnje između muzeja i sveučilišta i pokušali smo pokazati ono što se u muzeju događa iza scene. Konzervatorsko-restauratorski posao nije uvijek vidljiv na prvi pogled, ali bez njega mnoge izložbe ne bi mogle biti pokazane u najboljem svijetu. Veliko zadovoljstvo mi je, da danes odpiramo razstavo, ki zaokrožuje projekt večletnega sodelovanja Muzeja in Akademije za likovno umetnost v Zagrebu. Poskušali smo pokazati tisto, kar se v muzeju dogaja v ozadju. Konzervatorsko-restauratorskega dela ne opazimo takoj, bi pa brez njega redko katero razstavo lahko videli v najboljši luči. Tako da večina obiskovalcev pa res zanima, kako so umetnine nastajale, kakšna je bila njihova materialna zgodovina, zakaj je prihajala do poškodb, kako se jih lahko reši in kdaj se iz etičnih razlogov ne sme posegati v umetnine. In vse to in še več se boste lahko razvidno pogledali tako v obliki besedil, podprtih s fotografskim gradivom, v obliki tehnoloških študij, razstavljenih materialov, različnih simulacij, postopkov za pristop dotika in otipa, v filmih, animacijah, ki prikazuje postopke povezano in razumljivo celoto. In zato smo tudi vse te naše pripomočke, ki smo jih pripravili zraven, pripravili v upanju, da bodo pomagali vsem razložiti naše vsebine. In to je vsekakor plemenito delo, ker iz začasja, da odpirate pot v presežno, v transcendentalno. In tako tudi jaz to razumem. Ker ste se tukaj odločili, da boste pridružili tudi ranljive skupine, to lahko samo pohvalim. Zelo mi je ponos tudi kot Slovencu, da je prišlo do te iniciative v Slovenski akademiji in res tukaj čestitam za pogum, čestitam za utopično dimenzijo, za zaupanje v nečesar uresničljivega, v neko lepoto, ki jo posredujemo tudi tistim, ki so nekako objektivno izključeni, oziroma ki morajo pač lepoto gledati od blizu. Naslov, ki ste ga izbrali, od blizu je fantastičen, ker je mnogo ljudi med nami, ki so še vedno zelo oddaljeni od dejstva umetniškega dela. Praša izbor naslova od blizu mi tudi zato všeč, ker jaz sem ogromno stvari spoznal le način bližine. Od blizu pomeni približati v
umetniško delo, ki je nekaj živega. In to nam povedo restauratorji. Restauratorji, ki so pač nekako zdravniki za umetniška dela. Poleg tega, da imamo nekaj zdaj tukaj na razstavi, kar boste videli danes, ves čas vzporedno pripravljamo tudi virtualno razstavo. To je tudi neka od novosti, ki jih do zdaj saj mi nismo imeli. Danes pa je že problem, kako resničiti haptično v virtualnem. Dotik v pogledu, telo v umetelnih tehnoloških vizijah. In se sprašujemo, kakšen je status dotika in dotika v sodobni umetnosti. Galerija je tudi tisti kraj, kjer se umetniško delo da videti in lepo je, če se to umetniško delo da videti tudi tisti, ki ga zaznavamo od blizu, ki ne tipamo, kar je pač tip ljubega, ampak ki gledamo od blizu. In zdaj poskušam se poglobiti v to fantastično razstavo, kot v razstavo lepote, ki poskuša reševati svet, oziroma ki poskuša odpraviti diskriminacijo v dostopu do umetniških del. Vendar umetnost dela deluje, umetnost gledamo, umetnost pa nas hkrati uči videti. Umetnost nas pripravi do gledanja, umetnost nam kaže, nam da videti, če se s svojimi očmi ne vidimo. Medtem ko restaurirana umetnina oživi, se izgubljeno nevidno naredi spet zavidno. Za početak bih željela iskreno čestitati Tamari, Nadi i Mirti na ovom projektu, višegodišnjem projektu koji je od iznimne važnosti za nas muzealce, za muzejsku struku, jer zapravo sve ono što, kako bi rekla, dnevno komuniciramo sa konzervatorima i restauratorima unutar muzeja, sve to je zapravo negdje pretočeno upravo u ovu publikaciju. Cel projekt je trajal od leta 13, knjiga sama se pa nekako od leta 20 že se je dogajala že od leta 20 z nekimi prvimi teksti. Čisto prvi teksti so pravzaprav bili pripravljeni že ob razstavi Gabriela Stupica pod drobnogledom v letu 14. Lahko vidimo tu, da je 26 avtorjev, člankov je 23, strani je 540, 345 slik in 47 grafov in tabel. Monografija je plod dolgoletnega dela, raziskav, razmišljanj in ponuja priložnost, da so v njej prikazana znana in tudi manj znana dela, ki so bila širši javnosti morda manj dostopna. Namenjena je široki množici, kot smo že rekli, kot tudi bolj poglobljenemu bralcu ali kot učbenik. Na 540 straneh odstira premise še nevidenega in vsa besedila so prevedena v 3 jezike in nasploh je oblikovalec Jernej Kejžar, njemu se moram zahvaliti, vse naše zamisli strnil v lepo oblikovano celoto. Za mano je en izjemen projekt. Knjiga je bila ogromen izziv, ampak prelom je nekaj, kar zelo, zelo rad počnem kot oblikovalec, mogoče celo najljubši del oblikovanja. In nekaj toliko ogromnega, toliko obsežnega, toliko raznolikega spraviti v eno zaključeno celoto je bilo res, pa skozi tako dolgo časovno obdobje je bilo res, kaj ne rečem, naporno na čase, ampak rezultat je pa fin. Če povzamem, bi rekel, jaz sem zadovoljen, kaj ne rečem, pa hvaležen za priložnost. Ovaj projekt se temelji na suradnji muzeja i sveučilišta. I mislim da je to jedna jako dobra suradnja, velika stvar koja je otvorena i koja može samo ići dalje i širiti se. Pa mogoče bi tle omenila pa še naše študente, ker jaz upam, da smo jim dali dober vzgled za to sodelovanje in jih predvsem poskušali naučiti tako na strani kemije, da je povezava z umetnostjo tudi za naravoslovne študije izjemnega pomena in na drugi strani tudi študente Akademije za likovno umetnost,
da pridejo po pomoč na fakulteto za kemijo. Predvsem je pa tle, to, kar res svojim študentom pogosto rečem, najbolj pomembna komunikacija, da se med sabo razumemo. In tle smo res dosegali v bistvu komunikacijo kemikov ali pa naravoslovcev, konzervatorjev, restauratorjev, kustosov, oblikovalcev. Ta projekt je pa povezal res toliko partnerjev in toliko sodelavcev, da jih je nemogoče našteti. Neverjetno je povezal te stvari, različne institucije, pedagoške, muzejske. Ob tem bi tudi jaz rada poudarila, da mi je bilo pri tem delu veliko veselje sodelovanje z mladimi, saj jim odstiramo vpogled v nacionalne zbirke modernizma 20. stoletja, pa tudi v aktualno sodobno ustvarjalnost, ki jo hranita Moderna galerija in Muzej suvremene umetnosti v Zagrebu. Predstaviti smo želeli restauratorske postopke, ki smo jih na slikah izvedli, in pri tem izpostaviti nekatere bolj zanimive načine dela, ki jih zagovarja stroka danes. Naša struka je jedina koja ima privilegiju neposrednog dodira, fizičkog dodira sa umjetninom i sa ulaskom u proces njezina nastanka. Tako da mislim da su to također informacije koje su neobično važne za svakoga ko će jednoga dana proučavati suvremenu umjetnost na bilo koji način i u bilo kojem smjeru. Kar je bilo pomembnega je to, da smo uspeli narediti tudi intervjuje z umetniki, ki jih zdaj žal ni več. Tako da precej teh, ki jih imamo vključenih in v knjigo in tudi so vključeni na razstavo in so bili v Ljubljani, na razstavo v Ljubljani in v Zagrebu, so ravno v teh zadnjih letih žal zapustili ta svet in zdaj v bistvu imamo tukaj spet en tak dokument časa, ki je tudi še toliko bolj pomemben zaradi tega. Torej, v tehnologiji preiskovanja smo šele na začetku vznemirljive zgodbe, ki postavlja konzervatorja, restauratorja, vlogo modernega analitika, likovnega in tehnološkega jezika.